Lepo pozdravljeni iz Kmečke zadruge Krško, kjer je glavna dejavnost vinarstvo in pa pridelava grozdja. Potem imamo še eno majhno trgovinco, odkup kmetijskih proizvodov, mleka. Letna realizacija nekje je 2,8 milijona evrov, kar pomeni, da smo med manjšimi zadrugami. Zaposlenih imamo še 19 sodelavcev. Ko se je zadruga ustanovila leta 1993, ko je Mercator Agrokombinat predal bivše premoženje zadrugi, je bilo še 105 zaposlenih, kar pomeni, da smo to temeljito znižali. Tudi manjša realizacija je seveda, ampak v teh spremenjenih pogojih dela, ko jih danes omenjamo, ni to kriza. Je pa bila zadruga ustanovljena že leta 1928 v Kostanevici na Krki in to je bila prva vinarska zadruga na tem področju in to nam dokazuje, da je že takrat so se manjši vinogradniki združevali, predvsem zaradi enotnega nastopa na trgu, se pravi boljših pozicij pogajanja z kupci in danes mi nadaljujemo to tradicijo. Smo na nek način bolj specializirana zadruga, ker pridelujemo v glavnini to vino, ga prodajamo predvsem na slovenskem trgu. Manjši del pomeni izvoz v evropske države in tudi Kanado, včasih Kitajsko. V zadnjem času smo imeli kar veliko obiskov iz teh daljnih držav, vendar dokler ne pride do realizacije in potem ponovitve tega posla, je težko reči, da smo bili uspešni. Sodelujemo oziroma smo člani Zadružne zveze Slovenije, potem vinske družbe, ki je bolj usmerjena v vinarski panogi in pa soustanovitelji konzorcija pridelovalcev cvička. V 90-ih letih smo nekako imeli vizijo in korajžo, da smo to naš posebnež cviček zaščitili, kar nam tudi danes zagotavlja neko uspešno poslovanje. Tudi, bom rekel, manj se bojimo kogarkoli, ki bo prevzel Mercator oziroma druge trgovce. Mi imamo zveste naše kupce, smo jih prepričali, da je to naše vino tisto, ki ga želijo imeti vsakodnevno na polici. Tako da je pa cviček zaščiten in ga od druge kot iz Dolenjske ne bojo mogli pripeljati. Tako da to je ena velika prednost, ko imaš en tak proizvod in bom rekel, cela Dolenjska, celo področje je zaradi tega tudi bolj uspešno. Seveda je konkurence veliko, vendar smo kot največja zadruga še vsem delujemo kot povezovalci, sodelujemo z tako majhnimi, večjimi vinogradniki in vsemi združeni in uspeh je lahko samo skupen. Se zavedamo, da individualnih korakov oziroma uspehov ni. Pa mogoče vsem, če tole malo preletimo, se pravi, tole so naši osnovni podatki. Lokacija Leskovec pri Krškem, to je dolenjski del, pokrivamo pa na vinogradništvu tudi bizeljsko-sremiški del. Tradicija sem že omenil od leta 1928, odkup grozdja, vinarstvo, mleka, kmetijskih proizvodov in trgovine. Trenutno imamo nekje 250 članov, bruto realizacija sem omenil 2,8 milijona evrov, od tega je v vinski kleti 2,2 milijona evrov, nekje 400 tisoč evrov je trgovina in pa ostalo odkup mleka in kmetijskih pridelkov. Letno približno odkupimo 1,5 milijona kilogramov grozdja, od tega je lastne pridelave samo 80 ton, za predvsem vrhunska vina, letni odkup mleka 540 tisoč kilogramov in pa število zaposlenih 19. ISO standard, ki smo ga pridobili v letu 2003, kjer smo zapisali tudi poslanstvo, vizijo in cilje naše zadruge, veljajo še danes, samo bolj v zaostrenih pogojih. Tako da tukaj smo vključili tudi HACCP, ki ga potrebujemo za pridelavo oziroma samo predelavo grozdja in pa trženje tega vina. Združenja sem že omenil in pa sodelovanje s strokovnimi inštitucijami. Tule je malo več opisanega o posebnežu cvičku PTP. Verjamem, da ste veliko poslušali glede zaščite, ker smo bili pač vodilni na tem področju. Imeli smo tudi enologa, ki je bil vztrajen in enostavno nismo popuščali tudi takrat, rekel, največjemu sosedu in velikokrat je bilo govora lahko utemelj za potrebce in še vse ostalo, Mercator, cviček, Mercator pa vsaj zaenkrat ne more biti. Tako da to je res en veliki uspeh bil, katerega toliko bolj čutimo še danes, da je pač ta uspešnost, ki jo zagotavlja tudi neka stabilna cena,
in na drugi strani tudi naše obveznosti do dobaviteljev in pa tudi naših članov. Cviček je pač eno vino, ki ga lahko uživamo vsak dan, dopolnilno prehrani. To se boste lahko tudi danes prepričali. Takole izgleda približno pokrajina Dolenjske, manjši vinogradi, ozadje je Krško Brežiško polje in iz takih majhnih površin 0,3 hektarja, 0,5 v glavnini mi pridelamo to naše vino, kar pomeni, da smo v bistvu kot zadruga, kot vinar, bom rekel, na nek način med večjimi. Sestavljeni smo pa iz samih majhnih količin in na koncu zagotavljamo preživetje tem majhnim vinogradnikom in pa tudi obdelanost pokrajine, ki je, bomo rekli, tudi zelo pomembna. Cviček je svetovni vinski posebnež, z vrst rdečih in belih vinskih sort, je lahek, svež, piten, to je suho vino za nizko alkoholno stopnjo in mi rečemo nepogrešljiv spremljevalec slovenske tradicionalne kuhinje. S kolegom, ki smo danes pripravili tudi tole degustacijo oziroma predstavitev, je ta kombinacija z takimi proizvodi zelo dobra. Omenil si, Borut, da če sline ne pridejo ob taki fotografiji, smo pa mi postavili še vino zraven, tako da zagotovo teče. In takole, hvala lepa za pozornost in prijetno druženje, hvala za povabilo na predstavitev in pa seveda sodelavkama se zahvaljujem za današnjo pomoč in pa tudi sicer, ker pravijo, da o vsem drugem razmišljamo, pohvaliti znamo pa malkrat, tako da zdaj se pa včasih tudi na to spomnimo in predsedstvo, hvala lepa. Vsem dobro počutje, vina imamo dovolj, tudi mesnin mislim, da je, tako da se srečamo v hodniku. Hvala lepa.